Živijo, spet en lep dan. Jaz sem se odpravil na kratko popoldansko kolesarjenje, med vožnjo pa bom povedal nekaj malega o čevljih, ki jih zapnemo v pedala. Danes je 23. februar, torek, segrelo se je do 15 stopinj Celzija. Z izjemo dolgih rokavov imam na sebi spomladanska oblačila. Ja, v teh lahkih kolesarskih oblačilih se počutim dosti bolj svobodno. Poznam osebo, ki ne zamenja navadnih telovadnih copat za kolesarske čevlje. Zaradi te svobode, tega občutka svobode. Ena od pozitivnih lastnosti teh zapetih čevljev je ta, da je kolesarjenje bolj učinkovito. Tudi v tistem gibu, ko gre noga gor, avtomatsko za sabo vleče pedalo, medtem ko se pri navadnih telovadnih copatih pač noga odlepi od pedala in ne pripomore k kolesarjenju. To je najbolj mogoče opaziti pri šprintanju, pri vožnji stoje, pri vožnji v hrib pa malo manj. Na enem angleškem YouTube kanalu sem videl, ko so šli pobje dejansko probati različna pedala, da je bila njihova učinkovitost pri zapetih pedalih od 15 do 30% boljša. Druga pozitivna lastnost je drža nog oziroma položaj kolen, ki je pri zapetih čevljih nekako pravilen in optimalen, da nam ne vleče kolen navzven ali pa navznoter. Prikazal, kako speljemo s takimi pedali. Eno nogo zapnem že na mestu, po enem ali dveh obratih zapnem še drugo nogo, prestavim težjo, brzino in akcija. To je najbolj preprosta tehnika. Ko se enkrat navadiš na njih, ne pogrešaš niti občutka svobode, niti več ravnih pedal in navadnih telovadnih copat. Tudi kasneje, ko sem šel na specialko, sem ohranil ta Shimano SPD za off-road kolesa, ker mi super odgovarja in nisem niti razmišljal, da bi probal kaj drugega. Čevlje zapnemo s pritiskom navzdol, odpnemo pa z obratom, z odmikom pete proč od kolesa. Ko sem se prvič vozil z zapetimi čevlji v pedala, sem imel kakšnih 5 ur občutek, da mi vleče kolena na noter. Neprijeten občutek je bil, tako da sem večkrat med vožnjo pedala odpel in kolena razbremenil. Ampak potem sem dognal, da je bil ta občutek zaradi tega, ker sem verjetno prej vozil preveč na O. Se pravi, sem bil navajen imeti kolena bolj navzven, zdaj sem si jih pa s temi zapetimi čevlji nekako spravil v pravo ravno lego. Ena od prednosti je tudi ta, da so ta pedala manjša, krajša, tako da se nam bo pri kakšnem poganjanju v ovinku dosti težje zgodilo, da bi z njimi podrsali po tleh. Čevlji imajo tudi to pozitivno lastnost, da so zelo, zelo trdi, kar poveča stik s pedalom in povzroči boljši izkoristek pri poganjanju. Pri vožnji z navadnimi telovadnimi copati ali pa nasploh z neko mehkejšo obutivjo se vam bo dogajalo, da vam bojo podplati zaspali ali pa da vas bojo skeleli oziroma pekli sploh pri daljših vožnjah. Pri kolesarskih čevljih teh težav nisem nikoli opazil. Ena izmed slabosti teh pedal je, vsaj od začetka, preko se na to navadimo, da lahko z njimi pademo. In to ne pri hitrosti 30, 50 ali pa 70 na uro, ampak pri hitrosti, ki so manjše od 3 na uro. Najpogosteje pri sestopanju s kolesa se človek spozabi in ne more dati noge z pedala dol in se enostavno zvrne na bok, kar je lahko precej boleče, lahko pa pride tudi do poškodb. Moj nasvet bi bil ta, da od začetka vozite zelo, zelo skoncentrirano. Vsak čas morate misliti na to, da imate čevlje zapete v pedala in pravočasno pred kakšnim križiščem vsaj en čevelj preventivno odpnemo. Pa še takrat je treba paziti, da potem tudi stopimo dol na pravo stran. Super je lepo, tudi če je malo megličasto. Prej, ko nadaljujem, bi samo povedal, da sem odprl Instagram profil. Zdaj je namen je ta, da bom objavil kakšne fotografske utrinke z kolesarjenja. Druga stvar je ta, da bom objavil lahko kakšen napovednik glede
bodočih vsebin in pa glede bodočih kolesarjenj, tako da bi načeloma imeli tudi možnost se potem preko Instagram sistema dogovoriti za kakšno skupno kolesarjenje, če bi kdo želel. Tem pedalom in nasplošno temu sistemu, če bo kdo preveril na internetu, se reče clipless, kar sicer v prevodu izpade, kakor da čevlji ne bi bili zapeti, ampak ta pomen se nanaša na to, da čevlji niso vpeti v tiste košarce in jermene, ko so bile po starem. V Vrtojbi se pa očitno pripravlja nova kolesarska steza. Na tem mestu bi bilo prav, da povem tudi, da poleg tega mojega off-road sistema obstaja tudi sistem pedal in čevljev prav za cestna kolesa, ki je rahlo drugačen. V bistvu gre za tritočkovno vpetje. Tista pedala ponujajo še boljši občutek in boljši stik podplata s pedalom. Bi bilo pa smiselno izpostaviti, da je pri tistem sistemu ta sponka na podplatu čevlja izbočena, tako da je hoja s temi čevlji po asfaltiranih tleh, da ne govorim v klanc ali pa v dolino, praktično nemogoča in zelo nerodna. Na kakšnih ploščicah lahko tudi fajn zdrsne. Na tem mestu lahko dodam, da si jaz s svojimi mountain bike čevlji lahko normalno hodim, zato ker so sponke vdelane v podplat. Ta road sistem je malo dražji, cena pedal je približno tam, ploščice za načevlje so pa mogoče 5 evrov dražje od teh za off-road, ko jih imam jaz. S tem, da na off-road sistemu imaš ene ploščice lahko 10 let, one tritočkovne se pa obrabljajo, ko stopimo po tleh in jih je treba menjati. Razlika pri sponkah za cestna kolesa je tudi v tem, da pri mojem sistemu lahko zapenjam pedalo na katerokoli stran, zgoraj ali spodaj. Pri sponkah za cestna kolesa je pa možno zapenjanje samo na eno stran pedala, kar je mogoče malo bolj nerodno. V bodoče pripravljam temo o nepisanih pravilih, šegah in navadah pri skupinski vožnji. Tako te gleda in ti spelje pred nosom. Ja. Tako pa sem spet v Novi Gorici, 35 km, ura 17. Nič drugega se ne spomnim glede pedal in čevljev. Upam, da sem vsaj kolikor toliko pojasnil. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.